Dobar dan, dragi gledalke, spoštovani gledalci, draga mladina, pozdravljeni v novi oddaji Uživajmo v zdravju. Danes govorimo o zelenjavi in sadju. Vidite? Ja. Kaj? A kdo rekel dolg čas? A sem koga slišal, ka bi vedel? Dobar dan, gospa, dobar dan. V čem je tale? Ja, bom pa, moram še malo... Ja, tale je tokle. Ka bi vi vedeli, kaj vse zmore en tale paradižnik, en korenček, to, a veste, to so sami vitamini. Gospa, dober dan. Ja, kar izvolite. Ja. Dober dan. Solatke bi. Solatke bi? Ja, kakšna zeljna glava mogoče? Solatnega? Spominja na koga? Kakšnega šefa? Ne? A ja. Ne. Ja. Jaz bi malo tele mešane solatke. Ja, zelo... Aha. Koliko pa? Bo kar šefica mi boste kaj pomagala? Četrt, če lahko vse skupaj. Četrt? Če lahko tole tamlado. Tole tamlado, ja. Koliko pa? Eno tole eno pest? Eno pest bo zelo miru, pa malo motovilca. Eno pest motovilčka. A lahko še malo? Ja, še malo, seveda lahko. Za barvico, takole, pa še malo tele rdečkaste barvice. Pa še malo ta zelene. Super. Pa še en rdeč radiš bi pa. Aha, ja. A vidite, a ni super, ne? Takole, malo berete in vidiš, ko boš, da pridete sem, kot pa da tabletke žvečete pa nekaj tazga, pa še uživate, kad to jeste. Ja. Pozdravljena. Ja, živijo, kako ti? Mislim, da malce vidiš. Ne, zihar prodajaš, ja? Gospa mi je odobrila, da se malo les poigram, pa malo prodajam. A res, toliko ste prijatelji? Ja. Ja, super, ne? Da si že na malce vidiš. A pa boš ti kaj meni prodal zelenjavo, ali kako? Boš? No, super. Tako, ja. Daj mi malo telih tam malih paradižnikov. Zdaj si še na malce. A ja, hurre, dobro. Pa te bom še pustila, moraš malo počakati. Koliko malo? Ja, ne vem. Te so lepše. Ja, te, no, ali pa te. Katere bova dala? Te so boljši, ja. Dajva v to vrečko, ta je bolj profesionalna. Koliko? Ja, ne vem. Manj, da bo dosta, tole. A bo dosta? Tokle? Ne, dajva še malo. A daj še malo. Ja, takole. Tole? Da se moramo napapcati, če bo kosilo. Eden, dva, tri. A na komad ali na kilo predajamo? Na kilo, ja. Evo. A smo uspeli dati vse v vrečo? Ja. Hvala lepa, upam, da vam nisem prevelika kažina naredil tele. Čuj, a sem videl vse vzela? Nič čuj, ne, ti čuj. Mislim, da nisem vse vzela. Mislim, da bo potrebno še par jabolk. A točno, tega nisem imel na štantu, ja. Ja. Iz dialekta sklepam, da si tam iz nekje Zasavja. Ja, res je, iz Trbovelj, točno. Torej, ti si v BBT? Ja. Ne? Zelo dobro izgledaš. Hvala. Pa se mogoče zavedaš, da si kdaj vzornica odraščajočim puncam in tako naprej? Ja, itak da si, ne, ker tako, a veš, ko poješ, pa tako, pa ker si pa znana osebnost, pa to je treba treba malo popasti, pač verjetno kaj poješ, da imaš si pa tudi fit postave, pa tako, veš, ne. Tako da, ja, no, čeprav sem pa pač tisto, kar sem nikoli ne igram ali pa karkoli, ja, veš, ker to pa v bistvu ljudje znajo ceniti, no, pač takšen, kaj si, ne, ja. Najda sva na jabolka. Ja. Mucu imate? Ja. A dajte ga lomt. Ja, a čva mucu? So japonska, veš. Res? Ja. Prav. Pa dejte, ne, koliko pa vzamemo? Ena velika mora biti, ko bomo sladico delali iz tega. Koliko še, šefica?
Pa ne smemo preveč. Tako, še eno dej. Še eno tako. Evo, dobro je. Hvala lepa. Hvala, adijo. Koliko ste se po šoli naučili, koliko sadje pa zelenjava vplivata na kožo? Ja, kar precej ne, a veš, ker pač sadje pa zelenjava ima pač določene vitamine, ne. Tako pač zelenjava kot sadje, tako da je kar prav, da poješ na dan, no. Kakšne sadje pa kakšne zelenjavo, povej. Mija se zadosti čakala danes. Jaz sem že kar meni, že kar malo tole krul. Meni tudi. Ampak preden pa gremo zares kuhat, jaz sem bil preden sem prodajal na gimnaziji Ivančna Gorica. Poglejmo, kaj se je tam zgodilo. Zakaj pa misliš, da sta sadje pa zelenjava tako zdrava, kako si govori? Ja, ker nam daje veliko vitaminov, mineralov. Imajo malo kalorij? Ja. Ne vem, zdrave so. Kaj imaš najraj? Najrajš imam solato, kakšne hruške pojem, banano. Grozdje, jagode, borovnice. To, če malo. Klementine, ananas mi je tudi ful dober. Odlično, ja. Kaj imaš raj, sadje ali zelenjava? Oboje. Zakaj misliš, da sta sadje pa zelenjava tako zdrava? Ne vem, prav je, da sta zdrava. Pa mi pa povej, a misliš, da recimo oni vitamini pa minerali, ki so v tabletah, da imajo isti učinek, kot če poješ to v sadju? Ne verjamem. Ne? Misliš, da ne? Po moje je v tabletih več kemije pa umetnih stvari tega. Kako si pa s šolsko malico zadovoljna? V šoli imam toplo malico, zjutraj zajtrkujem doma. Živijo, jaz se malo prevečujem. A rada ješ sadje pa zelenjavo? Ja. Zakaj pa? Zato, ko je zdrav. Ali rada ješ sadje? Zato, ko ne rodi. Ja? Ja. Kakšne so še dobre stvari sadje pa zelenjavo? Ne vem, jaz sem rajš meso, če pa pravic povem. Kako smo s šolsko malico zadovoljni? Ja, super je. Si? Ja. Imaš tudi kosilo oziroma toplo obrok? Ja. Imaš? Obrok, ja. In? Super je. Kako pa ohraniš tako lepo linijo? Pač rata. Pač rata? Ja. Ok, dober tek. Hvala. To je to, gremo. Čudovito igrišče imate, čudovito šolo imate, da jim pa še povejte, kako se trudite, da so vaši dijaki čim bolj počutijo. Ja, mi na naši šoli skrbimo nekako na dveh nivojih za zdrav življenjski slog. Prvi nivo je skrb za zdravo prehrano in drugi nivo je skrb za veliko gibanja. Kako pa to konkretno izgleda? Ja, imamo organizirane rekreativne odmore s strani profesorjev telesne vzgoje, ki vodijo vsak glavni odmor, rekreacijo v naši športni dvorani ali pa na igrišču. Koliko časa pa trajajo ti odmori? Ti odmori trajajo 25 minut, v glavnem udeležujejo se jih dijaki, ki malo hitreje pomalcajo. Pa tudi nekaj ekološkega pripravljate, ne? Ja, v zadnjem času se trudimo, da bi na naše jedilnike vključili tudi sadje iz ekoloških, bioloških kmetij. Imamo jih kar nekaj v tej naši bližini, tako da je bila naša prehrana res čim bolj zdrava. Več kot 90% naših dijakov malica na šoli, imamo topel in hladen obrok. Dijakom ponujamo tudi možnost vegetarijanske prehrane.
Jaz konkretno pripravljam, sestavljam jedilnike, poskrbim za to, da je energijska gostota naših obrokov čim manjša, zato vključujemo v prehrano veliko zelenjave, veliko sadja in sicer poslužujemo se teh sezonskih vrst sadja in zelenjave. Predvsem sedaj v jesenskem času imamo hruške, jabolka, grozdje. V zimskem času bo mogoče več citrusov oziroma pomaranč, mandarin in tako naprej. Potem na našem jedilniku se znajdejo tudi kislo zelje, kisla repa, stročnice. In mislim, da so dijaki z našo malico kar zadovoljni. Da mularija obvlada sadje pa zelenjavo smo videli glihkar, zdaj bomo pogledamo, koliko sadje pa zelenjavo obvlada Brina. No, dej povej zdaj, kaj bomo videli sploh tukaj ustvarila. Ja, klele imamo testenine, ne? So polnozrnate, ne? Pa imamo klele par zelenjavo, to bo vse skupaj, ne? Pa sladko, kaj je mešano. Za na koncu bo pa neki en ful dober, tako sadje z... Pa pustite presenetiti, no bom povedala. Ok, dobro. Z veseljem. Ja. A se bo kar lotila dela, ne? Ja, kaj pa ne. Bučka malo narezali, ti pa tole, ja. Ok, moram reči, da si visoka, ne? Ja. Pa mi povej, poleg košarke v starih časih, s čim se še ukvarjaš, kar se športa tiče? Ja, precej laufam doma, ne. Pač to je to, no, pa psičko imam doma, ki jo pač treba vsak dan ven pelati. In to je to. Pač basketa ne igram več, zaradi tega, ker pač... Ne vem, kako sem se odločila, da bi bilo dovolj, no, pač ko pa tudi nismo imeli take ekipe, ki bi pa lahko naprej funkcionirala, da bi mogoče še lahko zdržala, ne, v reprezentanci, tako da. Ampak je bilo v redu. Škoda, sem te hotel en meč povabiti. Zdaj mi povej, ja, kaj plešeš tudi? Tudi, ja. Sem plesala, ker smo pač nastopali pri BBT, pa tudi pol. Takrat vmes sem tudi 1 leto trenirala v plesni šoli Kazina, tako da, ja. Ampak pa mi čas ni več dopuščal, tako da. Ok, a bi mi dva lahko kaj klele zapisala, tako da mi to zanimljav, ne mi en move, bi rekel, ne? Čakaj, enkrat v desno? Pa vmes med tem seklama. Seklama, pa se pol porežemo, super. Ok, kaj nekaj. Dobro, a mi boš ti še kaj povedala, kdo je tebe navdušil nad vsem tem športom in petjem in tako? Ja, pri nas doma smo ful tako športna familija, ne, ker oče in mama v bistvu učita športno vzgojo v osnovni šoli, ne. In sta tudi ona dva v bistvu pripravlja do tega, kako se zdravo živi, pa tako od hrane, da je treba pač vsak dan gibati, ker je to pač zdravo za telo, pa za kožo, pa pa ne samo za telo, pa za kožo, ampak tudi, da se dobro pol počutiš, ne. Ker je res, recimo, ne vem, če imaš ful za učiti, pa tako, ali pa, ne vem, da imaš ful opravkov in si ful zmatran, res, mislim, meni prav sede, ker grem pol vsak dan, pač vsaj za pol urce, ker greš meni se prav možgane malo razluftaš. Ja, nač, bova kar vrgla tole vse skupaj noter, ne? Treba. Treba, ok. Ja ti pomagam, da te dvignem. Ja. Daj ti odpri, jaz bom tole nastresel. Evo. Za koliko časa? Bolj na hiter tole, ne? No, ok. Super. Hiter, dobro. To? Kaj bomo zdaj? Kaj pa paradižnik, moramo tudi v bistvu dušiti. Ja, veš kaj, vse ga lahko tudi kar v tele vodi, ko bo tale končal. Ko bo ta končal. Tako da deva midva kar Najprej klele. upis kar bučke. Bučke? A se strinjaš? Ja. No, olje. 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 Pisanje, ja, no. Bo? Ja, se znajde človek. Okidoki. Ne povej, kiro zelenjava pa teb najbolj paše? Men vse zelenjava. Vse? Te povej, koliko je dosti. Jaz dam to ponovati ful mal, veš. Daj, koliko ti daš? Ja, ne vem, tako nekako, meni je to dosti. Jaz mislim, da je to dosti. Je dosti? Kaj imaš najrajš, no? Povej, imaš kormač najrajš? Ne, najraje imam solato. Kiro? Ja, to mešano, no. Tako, zelena mi je najbolj super, no. Tako. Drugače imam pa tudi bučke, tople kumare, vse od tega, kar je tople. Pa kisozele, pa to, pa repa, pa te. Prav te za slovensko, v bistvu, no, znane specialitete, ne. Sprav tista taka... Domača. Ja. Ja, res je, ja. Super. In kaj še kaj povedal, ne? Povej še kaj. A pa ti, a kaj kuhaš doma? Jaz zelo rad kuham, ja. A res? Ja, sam ne verjamem, da znam tako dobro, kot ti kuham.
sama sebi kuhaš, ali ti starši kuhajo? Ne, mami kuhajo. Ampak kaj se stiraš? Ne, vse, kaj treba, pač skuhama, veš. Slejka prej sem mogla enkrat naučiti, ne, tako da. No, vidiš. Ja. Jaz bom en tak poskusni zajček za tebe. Okej. V bistvu, Tole bom malo bi ga lahko že kar da se ne bo direkt noter, zažgal. ne? Kaj? Bi ga lahko že kar direkt noter. Ja, normalno. Morva. Jaz ti kar malo pamet solim, veš, me moš ustaviti. Ja, ne, se prav. Mislim, imam tako občutek, da si ti, kot da bi že ti to delo, veš, doma. Ne. Ja. Diši tole lepo. Evo, zdaj pa, to je to. Zdaj pa še predaj za, ne? Ja, jaz upam. To bom jaz pravi. Te ležotke. Ja, posluškane. Taki drobni. Ujdi. Kova pa vedela kdaj. Ja, tako po feelingu, normalno. Ja, vidim, da obmladaš, ja. Po ful sočen zvija, to mi je všeč. I'm a happy dreamer. I believe in love. I'm a happy dreamer. Guess I'm not the only one. I'm a happy dreamer. I believe in you and me. I'm a happy dreamer. V redu, zdaj smo tole sva olupla. Ja, ne? ti zdaj to vrši Jaz tole vse nasekljal. noter, v redu, jaz smo pa solatko pripravili. Dobro, zmenjeno. I'm a happy dreamer. I believe in love. Evo, to je to, ne, zdaj pa samo še, evo, še to moraš dati, še česen. Pa, Tinija. ja, seveda. Jaz komi čakam, da to skoči na krožnik. Ja, Ja, več imam preveriti. preverimo. Ja. Smo kar blizu, ne? Smo blizu, smo blizu. Brina, čudovito tole diši. Ja, ne? In tudi zgleda, jaz moram reči, prav. Super, super. Še ne bi bil to klačen. Bilo. A sem Kdo bi kar prav tole bil? lutla? Čakaj. Kdo pa misliš, da bi bil zdaj v uri kosila, no? Misliš, da je kdo soseda? Kakšna? Mogoče pa hoče najne autograme, veš kaj? Samo 5 minut mi daj, grem jaz pogledat. V redu. Volk je volk. Pozdravljen. Izvoli. Živijo, Brina. Veseli. Na hodniku tako mamno diši. A ne de. Sem prav rada vedno, kaj sta skuhala. Ker, Predlagam, se najprej lotimo kosila, ja. potem pa me lahko kaj povprašate. Ja, brez skrbi. Pomeni sadje in zelenjave. Zakopaj Jaz upam, pa se da vam noter. bo všeč, no. Vidim, da sta zelo v redu pripravila, veliko zelenjave, ponazornate testenine, solata, super. Veš kaj si jaz še naredim? Takole si dam sončnice gor. Takole. Jaz si bom tudi to naredila. Ja, zelo fajn. Cirila, povej mi. Jaz danes sem v mulariji cel jutro težil z vprašanjem, zakaj sta sadje pa zelenjava tako pomembna. Pa mi ti dej strokovni odgovor zdaj. Sadje in zelenjava imata velik pomen v prehrani, kajti vsebujeta številne zaščitne snovi. To so vitamini, minerali, prehranska vlaknina, drugi antioksidanti in še druge specifične rastlinske zaščitne snovi, ki ščitijo telo pred različnimi boleznimi srca in ožilja, rakom, krepijo imunski sistem, krepijo zdravje nasploh. Tako da to so zelo zdrava in pomembna skupina živil, sta sadje in zelenjava. Ja, jaz bi pa nekaj vprašala, če lahko. Me zanima, če lahko sadje zamenjaš z zelenjavo ali pa zelenjavo s sadjem. Ja, to je dobro vprašanje.
tako sadje kot zelenjava imata specifične zaščitne snovi. Tako da ne moremo zamenjati sadje za zelenjavo oziroma obratno ali še slabše za druge skupine živil. Tako da je potrebno jesti tako sadje kot zelenjavo vsak dan. Še posebej pa pomembno, da jemo različne barve sadja in zelenjave, se pravi rdeče, oranžno-rumene, modre, vijolične, bele. Tako dobimo tudi potem zaščitne snovi iz vseh teh skupin. Koliko zelenjave pa moramo pojesti na dan? Koliko je minimum? Ja, minimum. Recimo, da priporočamo ene 20 dek sadja, to pomeni 2 do 3 sadeže in približno 30 dek zelenjave, kar bi rekli skledo solate, ni sicer toliko veliko, ne, manjšo, lonček kuhanega brokolija, korenčka, ohrovta in eno manjšo rdečo peso ali čebulo se tudi upošteva, ne, pri zelenjavi, ko računamo. Nekje, tako enostavno rečeno, pol kila na dan, oziroma mi rečemo 5 obrokov na dan. Fino pa je, da izbiro prilagodimo sezoni in ponudbi in pa da izbiramo sadje in zelenjavo iz okolja, ki je pridelano v okolju, kjer živimo oziroma kjer jemo. Kaj pa tisti, ki nimajo radi zelenjave? Ja, vse zelenjava je problem. Raziskave kažejo tako pri otrocih kot pri starejših, da premalo zelenjave pojemo. Zakaj? Verjetno zato, ker je malo težje pripraviti, več časa rabimo, več se moramo potruditi. Seveda pa lahko pripravimo in jo pripravimo lahko v različnih oblikah, jo lahko jemo, to se pravi v juhi, kot solato, kot prilogo, lahko jo dodamo sendvičem, lahko jemo surovo narezano v enolončnicah, to se pravi damo k mesu, k stročnicam. Kaj ste rekli, pač, da je zelenjava zelo predstava in sadje, a pa čim več tem boljše, da to uživamo? Ja, da čim več uživamo, da čim več vključujemo v dnevne obroke, vendar ne je samo to pa tudi ni priporočljivo. Treba jesti mešano pestro hrano, da dobimo tudi zaščitne snovi drugje, ne samo sadje in zelenjave, to pa treba povedati. To smo karončke, ne? Vsega pomalo. Tudi, vse. Kaj so pa te semena, recimo sončnice sem zdaj dal gor, pa te ostali oreški, kaj je to? Je to sadje? Ja, to se praviloma uvršča med zelenjavo. So zelo pomembna živila, ker vsebujejo zelo pomembne maščobe, zdravju koristne maščobe in jih priporočamo uživati približno 30 gramov na dan, to se pravi 5 do 10 jedrc orehov ali mandeljnov, lešnikov, tudi semena so to vključena, laneno, sončnična. Aj dobro, saj. Dobro, v redu. Se pravi, kakšna je skupna ocena tega našega kosila, Cirila? V redu. V redu, mogoče bi lahko dodali še kakšen košček mesa, ne? To bi pa lahko. To pa manjka, ne? Ampak ni nujno, da je vsak dan. Ja, normalno. Danes je en tistih dni. Ko ga nimamo, ne? Tako. Drina, Ja. a to je tvoje presenečenje? Ja. A se lahko zakopljemo, Klema? Ker Dajmo. A lahko cvokam, se so čisti? Ja. Se po mojem bo res najhitreje. Ne da? Aha. Kako si to naredila? Ja, to sem pa tako naredila, da najprej jabolko zrežemo noter, ne? Ampak ne smemo čist do konca, ker pač pa bi šla ta masa ne ven. Ritko moraš pustiti, točno tako. Dobra. To dobra, a je dobra? Fantastično. No, super. Jaz sem bil že prej fan. Se boš vsaj najedel. Jaz sem bil že prej fan sadja pa zelenjave, ampak danes sem pa o tem izvedel še toliko. Še toliko, da boš zdaj še dvakrat dodal. Zakon. V redu. Dobro, super. Jaz mislim, da bom naredil svoj band. Jaz sem imela BBT, jaz sem imel pa BBR. Brokoli, blitva, radič. A ste videli, da se da v zdravi hrani tudi uživati? Seveda, zdaj vas pa čaka še nagradno vprašanje. Naj vaši možgančki danes probajo razrešiti tegale. In sicer, koliko sadja oziroma zelenjave je dobro pojesti za zdravje? Ali je to? Vsaj en sadež in eno solato na teden. Vsaj eno sadje, pa
par oreščkov na teden. Ali je to C odgovor? Približno pol kilograme sadja in zelenjave vsak dan. Jaz moram reči, dragi moji, da sem prav prijetno nahranjen. Užival sem in upam, da ste tudi vi. Nagradno vprašanje ste slišali, odgovore upam, da ste tudi in da tudi veste, kjer je pravi. Pošljite jih nam prek spletne strani www.odzivajmo.com. Tam boste našli tudi galerijo s slikami iz našega snemanja, recepte boste našli, skratka, veliko zanimivih stvari. Aha, še forum imate. Točno, lahko anonimno sprašujete vse, kar vas v zvezi z hrano, gibanjem, zdravim način življenja zanima, spravlja v smeh, zadrego, muči, karkoli, vprašajte. Pa še to, po vsaki živi oddaji v sredo bojo strokovnjaki iz Tini Slovenije odgovarjali na vaše vprašanja. Tako da kar koražno na uživajmo.com, prečekirajte to stran. Mi se vidimo spet naslednji teden. Uživajte.